Sam ocenjujem, da je za tem poslom veliko več. Informacijska tehnologija Slovenije nas je opozorila na to, da je nekako čudno, da se na poslu 20-30 milijonov evrov izmed vseh svetovnih ponudnikov informacijske tehnologije pojavi samo en, SAP. Kot da bi bilo že dogovoreno, da je SAP tisti, ki obvladuje, narekovajo, slovenski davčni informacijski sistem. Slovenska informacijska tehnologija nas je tudi opozorila, da je zelo čudno to, da se je vlada odločila v decembru 2007 iti v razpis, potem ko je v letu 2006 DURS-u že bil predstavljen temeljni modul za davčni informacijski sistem, to je tako imenovani knjigovodski modul. In to so seveda pripravili domači izvajalci. Skratka, imamo situacijo, ko se slovenska informacijska tehnologija, industrija informacijske tehnologije pojavlja marsikje v svetu z domačimi in drugimi partnerji, razpis za najpomembnejši integralni informacijski sistem pa vlada pripravi tako preko Ministrstva za finance in preko DURS-a, da je pisan na kožo enemu od ponudnikov. In zato, ker seveda je Državna revizijska komisija ugotovila, da je to sporno, je ugodila pritožbi Hermes Software. Sam se ne spuščam v to, kdo naj bo izbran. Ne vidim pa nobenega razloga, da je razpis narejen tako, da lahko je izbran ponudnik samo tisti, ki je nekoč naredil integralni davčni informacijski sistem.